Medtem, ko se mi ukvarjamo z nepomembnimi temami, kot so učinkovitost javne uprave in Martinovo, se po državi odvija prava drama, ki je povezana s prehrambeno industrijo in pesticidi. Ob vsej poplavi novic, ki nas dosežejo vsakodnevno, se zdi, da se kot gobe po dežju pojavljajo tudi odpoklici najrazličnejšega sadja in zelenjave. Med glavnimi akterkami te dni najdemo mandarine. Koliko vas je zdaj prebledelo doma? Marjan, a si pojedel tiste mandarine, ki sem jih kupila včeraj? Jaz sem 2. Pa Marjan zraven. To seveda odpira mnogo vprašanj v zvezi z dobavitelji in prodajalci, predvsem pa z inšpekcijami. A vas je zaradi mandarin že obiskala kakšna inšpekcija? Ja, do zdaj nisem imel nobene inšpekcije, pa vem, da bom imel, ne? To sigurno, ne? Jaz vem, da ga bom najebal, ne, ker prodajam strupene mandarine. Varam ženo, vozim čez omejitve, parkiram na placu za invalide, ampak dokler lahko. Ampak dobro, odkje pa so te sporne mandarine? Mandarine jaz nabavljam v Vižmarje, ne? Zdaj, iz kje oni to nabavljajo, jaz ne vem, ne? Nisem siguren zdaj, iz Hrvaška, iz Italije, iz kje to ne bi vedel, ne? Jaz tudi ne. Vižmarje, dobro. Odkot so pa oni dobili, pa pitaj Boga. Čeprav, kdo pa dilerja sprašuje, kje je robo dobil? Hvala. A lahko deklaracijo? O, Bolivija. No, zvedeli pa smo, da sporne mandarine prihajajo iz Hrvaške. Skje pa drugje? Toliko Schengenu. Ampak dobro, mene zanima, koliko strupeno pa je to sadje, ker jaz, kot veste, sem frutarjanec. Jaz jem samo sadje. To pomeni, da v bistvu, če mi zaužijemo eno neskladno mandarino ali pa en nakup, da praviloma ne bo nobenih zdravstvenih posledic. A ste slišali? 1 mandarina, nobenih posledic, 2 umrete. Da ne bo ni vedela, okej? Mene samo veseli, da imamo na voljo še vedno dobre stare lokalne kmetovalce, ki nam prodajajo neoporečno hrano. Nekoč je hrana, ki smo jo kupovali od kmetovalca, veljala za najbolj zdravo in varno. Je pa res, da zaradi nedavnih dogodkov, ko so v korenju našli prekomerno vsebnost kadmija, marsikdo v to dvomi. Zdaj pa še to. A Bog daj mir ali ne? Zdaj pa še naše gore listi. In kako resna je ta stvar s kadmijem v korenju? Veliko bolj so vse skupaj napihnili, kot je v resnici res, ne. Vedeti moramo, da so te merila, za koliko lahko kadmija v samih rastlinah ekstremno stroga. Jaz mislim, da so absolutno najmanj 10-krat prestroga. No, spet neko paniko delamo, čist nam podobno. Na kmetih je tako. Kaj, ti je slabo od nas, pi malo varikine? Kaj? Mal preveč kadmija v korenju, pa kaj si mevža? Dej, jaz, če se ne motim, to ni bilo prvič, da ga biksajo s kadmijem na Štajerskem. V Mariboru je bilo par let nazaj tudi skoraj podobna afera, no malo manjša, ker ni šlo za otroke, za česnom, ne. Pa so potem rekli, da bi v bistvu mogli pojesti kar nekaj kil česna na teden, da bi ta kadmij sploh karkoli nam naredil. A ste videli, tle celo več manevrskega prostora, kot pa mandarinah. Tle te šele po par kilah česna na teden pobere. Na teden! Čeprav po moje imaš po par kilah česna večji problem, kot je smrt. Slab zadah. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.